Današnji dogodek, Dan Spirit Slovenije, drugo leto zapored, jaz sem res počaščen takšnega števila obiskovalcev, več kot 150 podjetnikov in podjetnic, tudi preko spleta nas je spremljalo v danem momentu tudi več kot 150, kar se samo kaže v želji in potrebi slovenskega gospodarstva, o samem mreženju, o pridobivanju informacij, saj le na ta način lahko tudi mi kot Javna agencija Spirit Slovenije izboljšamo svoje storitve, svoje aktivnosti, ki so vedno in vedno bodo usmerjene ciljno za potrebe slovenskega gospodarstva. Zelo sem tudi ponosen na svojo ekipo, od moderatorjev do voditeljice, vse je danes bilo v kompletu Javne agencije Spirit Slovenije, tako da so pokazali še neko drugo svojo pozitivno plat. Podjetja tudi navdušena nad informacijami, katere so operirala, tako da jaz verjamem, da ta dogodek bo postal tradicionalen, vsako leto ga bomo poskušali nadgrajevati in verjamem, da kaj kmalu lahko napolnimo tudi Cankarjev dom ali kaj podobnega. Biosistemika je v samih začetkih koristila te razvojne in pa finančne vzpodbude in to je bilo v tistih začetkih izjemnega pomena. Posebej še zato, ker je bilo treba tudi na začetku pivotirati. Mi smo začeli kot produktno podjetje in smo se tem preusmerili v storitveno. Naše sodelovanje s Spiritom je zelo dobro na večjih področjih. Od tega, da so kot svetovalno, ko smo se prijavljali na večje razpise, evropske razpise, so nam pomagali z odgovori na razna vprašanja, z svetovanji, z izkušnjami, ki so jih imeli. Pomagali so nam tudi pri našem zadnjem večjem evropskem projektu, kjer smo mi vodja konzorcija in smo iskali partnerje za konzorcij. Nenazadnje je pa pomembno tudi to druženje, se pravi to vsi dogodki, ki so v zvezi s tem in pa ljudi, ki jih srečujemo, tako kot je recimo današnji dogodek, dostikrat izvemo šele na teh druženjih, katera podjetja vse obstajajo, kdo kaj dela, se lahko povezujemo, izmenjujemo izkušnje. Sem zelo vesela, da obstajajo, da izjemno dobro sodelujemo in se veselim tega tudi še naprej. Spirit koristimo že daljše obdobje, če tako rečem, v prvi fazi verjetno najbolj z krepitvijo kompetenc, se pravi pridobivanjem znanja, z vključevanjem raznih ekspertov v naš razvoj, predvsem teh mehkih vsebin, če temu tako rečemo, ker ta, rekel bolj, sistemski del je pri nas več ali manj zajema standardizacija, ki moramo pač slediti, je potem pač možno nekaj variacij. V zadnjem obdobju pa sigurno največji vpliv postavitev strategije, trajnostne strategije, kjer smo tudi letos izdali trajnostno poročilo za lansko leto, kljub temu, da nismo zavezani ali karkoli, smo se pač odločili, da je to nekaj, kar nam pomeni in želimo pač na dolgi rok delovati v tej smeri in ja, trajnost je ne samo to, kar večino ljudi z okoljem povezuje, ampak vse drugo. Predvsem vse drugo, to pride poleg. Ja, v bistvu na zelo veliko segmentov smo se prijavili, recimo za izobraževanje, za usposabljanje kadrov, sodelovali smo pri raznih sejmih, smo ambasador slovenskega gospodarstva, vključeni smo bili v razne delegacije, tudi nedavno na Kitajskem, tako da zelo širok nabor sodelovanja. Priporočal bi ostalim slovenskim podjetjem seveda čim več povezovanja, ker lahko precej profitirajo. Na različnih razpisih ena taka lepa zgodba je, ko smo se prijavili z partnerskim podjetjem na RRI razpis. Po 2 letih razvoja smo šli pa z Spiritom na Jitex v Dubaj to tudi predstaviti, pač se preveriti na trgu, kako dobro smo zadevo naredili. Ja, podjetja, ki še niso sodelovali s Spiritom, ne preverijo, kaj Spirit sploh ponuja. Istočasno se pa podjetja tudi med seboj povezujejo, ker z povezanimi idejami bojo z Spiritom lahko še mnogo bolj pomagal. Mi smo v bistvu kar veliko sodelovali z Spiritom in smo res zelo zadovoljni za samo organizacijo, tudi z vsemi zaposlenimi in za vso podporo, ki jo dobimo. Največja prelomnica je bila to, da smo sodelovali 2-krat celo v trajnostni in strateški transformaciji našega podjetja in to moram res izredno pohvaliti, ta celoten program ter vse zaposlene. Pomembno je, da se pač tudi povezujemo mi z takimi organizacijami in tudi vsi ostali podjetniki, ker to ni samo finančna korist, ampak je na koncu neka procesna ter seveda tudi družbena, kulturna sprememba v podjetju. Pomaga nam dejansko odpiranje vrat do kontaktov z tujimi, bom rekel, kupci, predvsem na sejmih, in omogoča logistično pomoč pri samem nastopu na sejmu, kar pa je zelo pomembno za mala srednja podjetja, ker nimamo dosti zaposlenih, da bi se še s tem ukvarjali.